Lepo pozdravljeni. V današnjem videu pa bi se rada bolj poglobila v enega od stebrov učne hiše Znam, to je aktivna vaja. Namreč vsi vemo, ja, otrok mora vaditi, ampak po več letih opazovanja in izboljševanja pristopa, kaj otrokom res pomaga, sem opazila, da so tiste stvari, ki so še posebej koristne za dislektike, odlične tudi za, temu rečejo v angleščini neurotypical learners, torej nevrotipične učence, take, ki nimajo težav z disleksijo. Na kratko mogoče samo par stavkov o disleksiji. Disleksija ne pomeni, da je otrok manj inteligenten, manj sposoben, da manj razume. Sploh ne gre za to. Gre samo za drugačno procesiranje, za drugačno obdelavo podatkov pri običajnih bralcih in govorcih za uporabo govora, za pisanje aktivirajo kar 3 različna področja v možganih, pri dislektikih pa eno področje obdeluje vse te informacije. In zaradi tega je logično, da je tudi počasnejši pri prepoznavanju črk in potem zaporedju črk in sestavljanju črk oziroma glasov v besede. Vse to je bolj počasno in pač ovira na neki način otroka. Pri navodilih se recimo dislektik zelo hitro lahko zmede, že zaradi daljših navodil, tako da veliko bolje so jasna, kratka, bolj strukturirana navodila. Pogosto je težava tudi priklic, torej da otrok mogoče besedo razume, jo zna povedati, težko se mu je pa spomniti, kako se to besedo napiše. Pač pri nevrotipičnih učencih se to nekako spontano zgodi, ko večkrat besedo nekje vidijo, slišijo, preberejo, si jo zapomnijo. Ta proces tako avtomatično steče. Pri dislektikih pa je za kaj takega potrebno bistveno več ponovitev, predvsem pa je potrebna bolj sistematična ponovitev. In ta moj steber, ki sem ga poimenovala aktivna vaja, temelji ravno na tem, da otroku pomaga iti po korakih, ne zgolj samo pogledam besedo, vem, kaj pomeni in jo 5-krat prepišem. Torej, priklic pomeni, da se on spomni, če vidi slikico psa, da zna v angleščini reči a dog, ali pa če mu rečemo slovensko pes, a dog. In potem je šele zadnji korak, ki pa se ga pogosto zahteva tudi pri ocenjevanjih, oziroma potem se v bistvu po Bloomovi taksonomiji ocenjuje, na katerem nivoju je že znanje, torej samostojna uporaba, da otrok z neko novo besedo lahko uporabi smiselno v neki situaciji ali v odgovoru ali da pač sam nekaj zna s to besedo že povedati. Če zdaj kratko ponovim, torej najprej je vidi, sliši, izgovori, razume, šele potem, ko razume, zapiše, potem prikliče in na koncu samostojno uporabi. Meni se zdi, da je ta postopek učenja res bistveno boljši in ga zato tudi ves čas uporabljam pri svojem delu in tudi vse vaje, vsa gradiva in pa online vaje, ki jih imam posebej pripravljene, temeljijo na tem. Še posebej se mi zdi pomembno, da v vsakdanjih situacijah, ko recimo imate doma otroka, uporabite več ponovitev, kratkih ponovitev in samo par besed. Torej, otrok se ne uči naenkrat 20 besed, ampak se to razdeli recimo na enoto 3x po 7 besed. In tukaj potem pride še ena pomembna stvar v zvezi z učenjem in pozabljanjem.
Zakaj je ponavljanje, oziroma tukaj jaz rečem aktivna vaja, tako zelo ključna za otroka? Ko se neko novo snov učimo, okay, to je recimo prvi dan, potem je dobro, da tisto snov ponovi še isti dan ali pa vsaj naslednji dan. In potem ponovi čez 2 do 3 dni. In potem čez 6 dni, 5-6 dni. Zdaj, če je priklic seveda dober, priklic pomeni, da če ima on tam recimo 8 besed, vsako besedo, ki ga vprašamo, jo on že zna. Če priklic še ni dober, potem je treba še vaditi te besede, preden hitimo naprej z novimi. Zakaj je to v bistvu zelo podobno za nevrotipične otroke, za dislektike? Ker če ne uporabljaš, pozabljaš. V angleščini rečejo use it or lose it. Tako da, če vam današnji video karkoli razsvetli, je mogoče to, da tisto, ko se učenci učijo tik pred testom in imajo ogromen seznam besed, besedišča, za katerega vejo, da bi se ga morali naučiti do testa, je seveda ogromen stres za otroka in za starše. In jaz imam sama tu 13-nike, ne obnese se. Pa tudi, če se otrok mogoče celo nekako, bomo rekli, napifla, to ni utrjeno znanje. Za moje pojme je pa pri angleščini tako. Besedišče se ves čas uporablja in se ves čas nadgrajuje in dopolnjuje. Tako da se, bom rekla, tako etapno učenje enostavno ne izplača. Ker zmanjka. Takrat, ko bi moral otrok že imeti utrjene besede, jih že poznati, ugotovi, da vse to smo se učili, pa ne vem, pa sem pozabil, pa ne, tega pa sploh imeli nismo. Zato jaz tako zelo trobim ves čas aktivna vaja, ponavljanje, utrjevanje. Te posebne vaje online, ki so namenjene ravno temu, da otrok najprej vidi, sliši, ponovi, potem šele pač izgovori, ponovi, potem razume, si zapiše, prikliče, uporabi. Okay. Če morate, poskusite mogoče pri kakšnih stvarih to uporabiti doma, pa boste videli, kakšna je razlika. Okay. To je to za danes. Želim vam en krasen dan. Lepo se imejte.